Torej, lep pozdrav še enkrat vsem, tistim, ki vztrajate od začetka in tistim, ki ste prišli na tale zadnji panel. Poimenovali smo ga sicer v programu kot politični panel, ampak mislim, da smo že do zdaj vse od začetka slišali veliko političnih pogledov, stališč, tako da bo tole neke vrste nadgradnja vsemu, kar smo do zdaj slišali. Z nami so, če začnem kar z moje leve, namestnica guvernerja Banke Slovenije, gospa Meira Festić. Potem je tukaj z nami iz Evropskega centra za koordinacijo strateških politik pri Evropski komisiji gospod Pavel Švjeboda. On je prihaja iz neke vrste svetovalnega telesa predsednika Evropske komisije in pa kolegiju komisarjev. V sredini je minister za finance gospod Dušan Mramor, poleg njega direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj gospod Boštjan Vasle. In pa na koncu še, na začetku nas je s svojim nastopom počastil predsednik republike, tukaj pa iz njegovega urada, svetovalka za ekonomsko in socialno politiko, tudi nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za finance, gospa Helena Kamnar. Vsem lep pozdrav, dober dan. Torej, če začnemo morda kar z vprašanjem za gospoda ministra. Kako Slovenija gleda na načrte za nadaljnje poglabljanje gospodarske in denarne unije, glede na trenutno učinkovitost evropskega semestra oziroma teh trenutnih mehanizmov? Nekatere članice območja evra namreč vztrajno ne izpolnjujejo danih zavez pri zniževanju javnofinančnega primanjkljaja ali izvedbi reform na drugi strani. In tudi Evropsko računsko sodišče je nedavno opozorilo na premalo strog nadzor na tem področju. Pa še eno opozorilo, gospod minister, prosim, če lahko vsakeč, ko govorite, prižgete in potem ugasnete. Oziroma to velja za vse, seveda. Ja, najlepša hvala za povabilo. Pozdravljeni vsi prisotni. Zdaj v zvezi seveda s tem, za to razpravo petih, ki je pač nekako vrhunec dosegla ob poročilu petih predsednikov. Moram reči, da smo imeli zelo veliko razprav na ravni Evropske unije, predvsem na ravni evroskupine in na ravni EU-ja. Kriza je pokazala seveda, da so instrumenti, ki jih ima na razpolago predvsem evroobmočje in pa tudi EU do določene mere in institucije, ki jih imamo na razpolago, preslabotni za takšno krizo, kot je bila ta, in seveda tukaj se je začela takoj razprava o poglabljanju Evropske unije in teh inštrumentov. V okviru teh razprav je Slovenija bila pozitivna do ukrepov poglabljanja integracije, ampak bom rekel kar direktno, predvsem z vidika, posebej v zadnjem času, ker pač ta razprava dolg časa traja in je prinesla tudi že kar precej sprememb, kot recimo na področju bančne unije, fiskalnih koordinacij in tako naprej. V zadnjem času moram pa reči, da smo postali nekoliko bolj previdni pri naši podpori, predvsem uvajanju novih inštrumentov in novih institucij, ker menimo, da najprej je treba dodobra implementirati in nadgraditi tiste, ki jih že trenutno imamo. Tako da naše neko splošno stališče poglabljanje da, ampak predvsem na podlagi inštrumentov in institucij, ki že obstajajo. In s tem v zvezi je tudi odgovor na vaše vprašanje. Vidimo, da imamo probleme pri implementaciji. Recimo Slovenija se seveda zavzema brez dvoma za to, da imamo poenostavitev pa izboljšavo evropskega semestra, ker je proces izjemno kompliciran, to vidijo tudi v parlamentu, ker imam občutek, da letos sploh ne razumejo točno, kaj na kateri seji delamo, kako se pelje ta postopek, da bo koordinacija dosežena, včasih tudi na vladi problemi, in te podobne probleme imajo vsi moji kolegi, moram reči, v vseh državah, s katerimi se dogovarjamo na ECOFIN-u. Z tega vidika ta poenostavitev mora priti in mora biti verjetno nadgrajena, tako da imamo najprej nek okvir za celo Evropsko unijo, potem pa gremo po državah znotraj tega okvirja tja nekje do maja in potem seveda sprejemanje teh proračunov, ki do jeseni v posamezni državi. Druga stvar, ki bi jo izpostavil, definitivno smo za nadgradnjo obstoječih mehanizmov z vidika teh metodologije, ki določa, na kakšen način se določa obseg fiskalni okvir, pa ta tako imenovan fiskalni napor, se pravi, koliko je potrebno
pač zmanjšati recimo primanjkljaje, vkolikor so do takrat, ko doseže to ravnovesje, ki ga želi država doseči. Tle pri tej metodologiji imamo mi izjemne probleme. Slovenija se je izkazala kot država, ki po tej metodologiji pride ven najbolj ekonomsko nesmiselen rezultat, poseben za leto 2017, že za 2016, za 2016 je že neumen, bom kar tako rekel, za 2017 je pa sploh popolnoma nesmiselen, ker pač iz metodologije pride, da ima Slovenija pregreto gospodarstvo že v letu 2016, ko imamo zmanjšanje gospodarske rasti iz 2,9 na 1,7, take so napovedi zdaj enako Umarja in Evropske komisije, ob zmanjšanju gospodarske rasti, ob deflaciji predvideni, ob ogromnem presežku v plačilni bilanci in tako naprej, je s to metodologijo pride, da ima Slovenija pregreto gospodarstvo za obe leti, še posebej za leto 2017. In da bi zaradi tega morala izjemno zmanjšati proračunske primanjkljaje, recimo za leto 2016, ko imamo mi nominalno znižanje z 2,9 odstotka na 2,2 odstotka, je to ocenjeno kot samo 0,2 strukturnega napora, ne pa 0,7, kolikor je dejansko zmanjšanje primanjkljaja v proračunu. To so spoznali tudi na Evropski uniji in v okviru razprave zdajle v Amsterdamu je bilo spoznano, da za Slovenijo rezultati dejansko niso logični in da bo zdaj se na tem delali, da se metodologija izboljša. Delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov držav, bo do jeseni poskušala pogledati, kaj pravzaprav je možno izboljšati in poenostaviti, če se da, ker je samo par ljudi tudi, ki razume to metodologijo, kot smo ugotovili v razpravah, ker je izjemno zapletena, tokrat debo manual je in pol tudi točno ne veš, kaj so inputi in odkot so prileteli. Tako da s tem v zvezi seveda Slovenija se zavzema za poenostavitev pravil glede fiskalnih okvirjev in seveda tudi odpravo teh nepravilnosti ali pa rečemo nelogičnosti, ki so v samih metodologijah. Tako da seveda je tukaj še cela vrsta drugih področij, na katere lahko še odgovorim. Če lahko samo izključite. Gospod Šveboda, se pravi, nemalo je kritik na račun učinkovitosti Evropske komisije in nasploh celotnega tega mehanizma za javnofinančne politike. Kako vi ocenjujete te kritike in kaj Evropska komisija načrtuje za izboljšanje postopkov? Well, thank you very much, and thank you for the invitation to this conference, which is part of the reflection taking place across the 28 member states on what next with the 5 presidents report and the deepening of the EMU. I think responding directly to your question, we have introduced quite a lot of changes in the recent period in the way, especially the European semester is being organized. I think the call for this process to be made simpler, more transparent, that call also comes from the Court of Auditors, obviously, has largely been taken on board. Of course, you cannot simplify issues such as ex-ante examination of national budgets too much, because national budgets are what they are, and you need to look at the details. But our objective has been twofold. First of all, to start early and to make sure that there is enough time for discussion with the member states and also with the European Parliament and national parliaments, because that's the democratic dimension of the whole exercise is extremely important. And there has been some tangible success stories, I think, there. The Parliamentary Week, for example, where the 5 President report suggests that there should be more involvement on the side of the Commission and the Council together with the European Parliament. That national parliaments should be better involved in the European semester. So I think that is taking place. So we have a longer process. We start early with the country reports
And then it's basically no longer a process that is concentrated during part of the year. It's pretty much the whole year that we have divided into different phases. And the second major innovation is for us to focus on the more fundamental issues, so as to address the criticism which has been voiced that the Commission sends a litany of requests and instructions, God forbid, to the member states. So now it's more a process that really focuses on the most important issues. It is still complex, but I think it begins to work. Let me give you one example. The two-pack legislation concerning ex-ante examination of national budgets was pretty much for the first time used earlier this year with respect to the budget of Portugal. Portugal, as you will recall, had an election, and that caused the whole process of putting forward a draft budget to be delayed. Normally, it's by mid-October that the Commission should receive draft budgets for its ex-ante examination. Now it was only beginning of the year, and the draft budget that Portugal submitted was clearly not in line with the Council recommendations. Portugal also had not performed as well as it was expected in 2015. It was expected to be already under 3% budget deficit, but it turned out to be in the range of 4.2%. So there was worse performance. There was also a new government that wanted to spend more, was so-called anti-austerity governments. So we entered into what is envisaged in the two-pack legislation, dialogue with the member state. It was all taking place within a handful of days. And at the end of the day, there was an agreement between the Commission and the government of Portugal to modify the budget, and the volume of modifications was 845 million euros, so quite a sizable amount. In other words, this procedure, which was envisaged in order not to get us collectively into trouble, begins to work, and Portugal was pretty much the first test case. But to answer your question, the main corrections that we have introduced is to make the process simpler, to extend it in time, and to focus more on the essentials, on the fundamentals. Najlepša hvala. Mogoče še gospod Vasle, gospa Kamner, jedrnato na kratko, kako vidva gledate na učinkovitost teh obstoječih mehanizmov in kje vidite glavne razloge za to, da po mnenju, pač kot smo rekli, mnogih niso tako učinkoviti, kot so bili zamišljeni? Bom začela na koncu. Učinkovitost teh ukrepov je po moji sodbi predvsem rezultat tega, da se jih ne spoštuje. Nespoštovanje od samega začetka, namesto da bi se jih začelo v večji meri spoštovati, tudi izvajati sankcije, se zmišljamo nove. In na ta način prihajamo v preobsežno regulacijo najrazličnejših ukrepov, ki postaja pravzaprav že breme in zmanjšuje preglednost celote. Menim, da tudi predlagani ukrepi v večini primerov grejo pravzaprav v isto smer. Nova regulacija, nova pravila, zaostrovanje teh pravil, ni pa nekako moč najti ukrepov, ki bi pripomogli k večjemu spoštovanju tega. Zdaj, veliko je bilo že povedanega o celotnem sistemu, zato bi mogoče dodal samo še en vidik, in sicer ta, da so pravila in institucije, ki si jih je zamislila Evropska unija oziroma članice in jih poskuša uvajati, verjetno v večini primerov narejene preveč enovito
oziroma v premajhni meri so upoštevane specifičnosti članic. Naprimer, če govorimo o krepitvi institucij, konkretno o fiskalnih svetih, je bila to ideja, ki jo seveda lahko podpiramo, s katero se strinjamo in načeloma lahko tudi pokažemo, da bi njihovo učinkovito delovanje prispevalo k boljšemu delovanju fiskalnih politik v posameznih državah, hkrati boljši koordinaciji na evropski ravni, vendar smo tukaj konkretno v Sloveniji naleteli na problem, namreč narejena je bila napaka, da se je poskušalo enake institucije ustanoviti v vsaki državi posebej, kar seveda pri tako raznoliki skupnosti, kot je EU28 oziroma evrsko območje, ni mogoče učinkovito izpeljati. Najlepša hvala. Gospa Festič, prihajate z Banke Slovenije, preko evrosistema ste vpleteni tudi v vodenje denarne politike na ravni območja evra. Pogosto, ko govorimo o učinkovitosti trenutnih mehanizmov, beseda nanese tudi na ECB, pogosto očitek na račun centralne banke in celotnega evrosistema je, da z temi obsežnimi izrednimi ukrepi v zadnjih letih za povečanje količine denarja v obtoku dejansko odvračate številne države od nadaljnjih javnofinančnih in reformnih korakov, saj zmanjšujete pritisk finančnih trgov. Zanima me, kako gledate, kako ocenjujete te kritike oziroma trenutno vlogo ECB. Lepo pozdravljeni. Torej, nestandardni ukrepi Evropske centralne banke in seveda koordinacija delovanja vseh centralnih bank znotraj evrosistema je v bistvu posledica krize. Konvencionalni mehanizmi delovanja v tako globoki krize, v katero je Evropa zabredla pred leti, enostavno niso bili več rešljivi z standardnimi inštrumenti, zato je Evropska centralna banka v koordinaciji centralnih bank morala izvajati nestandardni pristop, ker enostavno vse, kar je konvencionalno, je pričakovano, ne more presenetiti in zato nima učinka. Tako povečevanje likvidnosti kot odkupi vrednostnih papirjev, kot tudi negativna obrestna mera so pravzaprav botrovali k večjim pozitivnim učinkom oziroma manjšim oportunitetnim stroškom, kot bi sicer do njih prišlo v primeru nedelovanja. Tako lahko rečemo, da je nekonvencionalni pristop Evropske centralne banke prispeval k večji likvidnosti, zniževanju obrestnih mer, ki so se tudi prenesle na posojilne obrestne mere, posledično k večji vrednosti premoženja in posledično višjemu vrednotenju zavarovanj. Kar pa je z vidika gospodarske rasti oziroma omejevanja negativnih stopenj gospodarske rasti zelo pomembno. In lahko rečemo, da je ta nestandardni pristop Evropske centralne banke pravzaprav ves čas rahljal pogoje v makroekonomskem okolju in nadomeščal dela drugih ekonomskih politik. Seveda pa je potrebno koordinirano delovanje tako monetarne kot drugih ekonomskih politik z namenom doseganja strukturnih reform. In lahko rečemo na koncu, da je pravzaprav ta prispevek z nekonvencionalnim pristopom ves čas blažil negativne posledice krize in vzpostavljal pogoje in dajal manevrski prostor drugim ekonomskim politikam, da pa dodajo svoj doprinos pri izhodu iz krize. Hvala. Mogoče, gospod Mramor, za vas najprej res čisto na kratko, kako pa vi, kot nosilec trenutno javnofinančne in tudi pomembnega dela ekonomske politike, vidite ta učinek ukrepov ECB? In pa kot drugo, na začetku ste v bistvu že nekako rekli, ampak vas bom vseeno kar neposredno vprašal, 5 predsednikov predlaga tudi zdaj, oziroma Evropska komisija na podlagi poročila je že predlagala nekaj prvih ukrepov, med drugim tale odbor za konkurenčnost, za nadzor konkurenčnosti, skupni Evropski fiskalni odbor, svetovalni, tudi skupni sedež območja evra v Mednarodnem denarnem skladu. Kako vi gledate na te predloge, ki so že na mizi dejansko sveta? Če smem v bistvu iti nazaj, kjer sem prej končal, pa potem tudi odgovor na ta vprašanja. Najprej mislim, da smo malo preveč kritizerski, ne bi pa želel kritizerski izpast, ker konec koncev vse te ogromne spremembe, ki so bile od bančne unije, sedaj te kapitalske unije, fiskalne koordinacije in tako naprej, so dale rezultate. Evropa je močnejša trenutno, kot je bila takrat ob nastopu krize in je seveda
veliko lažje pač take ekonomske šoke nevtralizirati. Tako da mi smo tukaj naredili velik napredek, vendar če potegnemo črto danes in rečemo, kaj pa zdaj naprej, v kakšnem smislu pa spremembe še nadaljevati, da bo še močnejša pač EMU in tudi EU, je pa seveda tisto, kar zdaj naslavljamo, tako da ne bi bilo napačnega vtisa, ker ponavadi pri nas znamo zelo hitro vse skritizirati. Ne vidimo, da smo veliko naredili in zdaj kam pa naprej. Tako da, če gledamo, ali je bilo to učinkovito ali ne. Če gledamo pač samo podatke, vidimo, da se primanjkljaji v območju EU pa v območju evra zmanjšujejo, da se dolg zmanjšuje, da je boljša koordinacija. Težav je pa cela vrsta, ja, za naprej. Ampak tudi na bančnem področju bančne unije zaključujemo sistemski okvir in z tega vidika jaz mislim, da je bil narejen velik napredek in da je Evropska unija in EMU območje bistveno močnejša, kot je bila v začetku. Zdaj za naprej je pa pač poskus, kam pa zdaj od tega trenutka dalje in tukaj se pa do neke mere razhajamo. Vrsta držav trdimo, da je bolj smiselno zdaj nadaljevati v bistvu implementacijo tega, kar smo relativno veliko teh sprememb, ki smo jih naredili, in narediti boljše delovanje, poenostavitve, boljše razumevanje in tako naprej in to naslavljamo. Druge države pa znotraj Evropske unije si pa želijo dodatnih sprememb, kot je ta odbor, recimo sistem odborov za konkurenčnost, ki bi bile neke zopet neodvisne institucije, pa ta fiskalni svet na ravni Evropske unije, pa recimo sistem zajamčenih vlog, ki bi bil na evropski ravni in tako naprej. Tukaj smo pa mi bolj previdni, mi pa želimo, pač, da ne bi šla ta institucionalizacija in ta red tape, ta administrativne ovire predaleč. Si želimo, da je v bistvu zelo premišljeno, kdaj se uvedejo novi inštrumenti in nove institucije, ker menimo, da je teh institucij v Evropi že tako preveč in v posameznih državah. In s tem imamo tudi velike težave, vse te institucije so neodvisne in na koncu ima že problem sploh kakršnokoli resno spremembo narediti, ker te lahko te neodvisne institucije zaustavijo. Pretirane, nekatere morajo biti, ne me narobe razumeti. Tako da z tega vidika bi rad vsem dal ta poudarek, kje se mi na evropski ravni zdaj ločimo. Mi recimo ta sistem odborov za konkurenčnost, ki sicer super deluje na Nizozemskem kot institucija, ampak da bi pa kar po tem vzorcu se to preneslo v vse države, je pa po našem mnenju pač ni smiselno. Evropski fiskalni svet, ko ima že zdaj v državah, nekaterih celo v ustavi, kot veste, nekateri imamo celo zakone o fiskalnem pravilu, ki so z dvotretjinsko večino v parlamentu sprejeti, zdaj še Evropski fiskalni svet ob Evropski komisiji, ki vse te stvari pregleduje, računa, opozarja, izdaja svoja poročila, priporočila in tako naprej. Ne vem, kakšna bo točno vloga in je treba res zelo dobro zdefinirati, kaj bo ta institucija delala. Tudi ta enotni sistem jamstev za depozite, za vloge v bankah, mi še gradimo in polnimo naše te sklade, ki bojo skladi jamstva, ko se že poskuša uvesti evropski, kjer bi bila vzajemnost. To se nam zdi prehitro in je potrebno si vzeti čas. Tako da z tega vidika bi rekel, do zdaj smo naredili zelo veliko institucionalnih in instrumentalnih sprememb, zdaj jih pa dajmo izboljšati. Kdor je živel na tem območju, na katerem smo zdaj, kjer smo imeli zelo veliko revolucij, je ugotovil, da revolucije same po sebi so od začetka prinesle sicer navdušenje, potem pa običajno ljudje niso bili tako zadovoljni z njimi. Jaz mislim, da je zdaj čas za evolucijo. Hvala, gospod minister. Gospod Vasle, kako pa na Umarju gledate na predlog o posebnih organih za nadzor konkurenčnosti? Med drugim v poročilu piše, da bi se ti posebej posvečali še vprašanju gibanja plač, v primerjavi s produktivnostjo. Ali bi tak organ dejansko vsaj delno opravljal naloge, ki jih opravljate vi s svojimi poročili o razvoju? In pa ali vidite v bistvu tem lažji mehanizem za zagotavljanje tisto, kar je nujno za vse države za skupno valuto, to je cenovna konkurenčnost njihovih proizvodov, storitev?
Dogajanje na področju svetov za konkurenčnost oziroma teh odborov za produktivnost na nek način zelo spominja na zgodbo, ki se je vrtela okoli fiskalnih svetov. Namreč dejstvo je, da ima cela Evropa, celotno evropsko območje problem z produktivnostjo, s tem, da je rast produktivnosti v zadnjih letih nazadovala oziroma da je rast zastala in to slabi konkurenčni položaj celotne Evropske unije. Znotraj tega ima Slovenija še nekoliko večji problem. Podatki namreč kažejo, da v Sloveniji dosegamo le 80% produktivnosti dela povprečja Evropske unije, torej zaostajamo za povprečjem, ne samo za tistimi najboljšimi članicami, ampak že za povprečjem, torej je ta problem v Sloveniji še večji in z tega vidika se mi zdi zelo smiselno, da se tej tematiki, temu problemu posveti več pozornosti kot sedaj. Zdaj, naslednja paralela, ki pa nastopi v primerjavi s fiskalnim svetom, pa je, kako doseči to ureditev. Namreč podobno kot je potekal razvoj fiskalnih svetov, je tudi na področju odborov za konkurenčnost Evropska unija črpala iz primerov nekaterih dobrih praks, torej iz držav, ki že imajo podobne organe in kjer so ti organi dali dobre rezultate. Minister je že omenil Belgijo oziroma Nizozemsko CPB, v Belgiji imajo podoben inštitut, tudi v Avstrijci imajo podoben inštitut, tako da z tega vidika se mi zdi zelo smiselno, da bi namesto, da se ustanavljajo novi sveti, novi organi, da bi imele države članice možnost, da uporabimo tiste institucije, ki v posamezni državi že upravljajo širše funkcije tega sveta za konkurenčnost, odbora za produktivnost, kakorkoli ga imenujemo. Zdaj seveda ta drugi del vprašanja se nanaša na naloge, ki jih upravljamo na našem uradu in dejansko s tem letnim pregledom, ki ga pravkar pripravljamo na uradu, letnim pregledom napredka na področju strukturnih reform, s tem tudi na področju produktivnosti, v širšem smislu govorimo o plačah, o stroških dela, o tržnih položajih in tako naprej, bi dejansko lahko v veliki meri zadostili ideji, ki je v ozadju tega sveta za produktivnost in torej uporabili institucije, ki že obstajajo in se s tem izognili problemov, na katere smo naleteli pri ustanavljanju fiskalnega sveta, ko se je izkazalo, ne samo v Sloveniji, pa tudi v nekaterih drugih malih članicah, da je zelo težko najti resurse, ki bi lahko na novo ustanovile posamezno institucijo in na način, da bi lahko ta institucija tudi uspešno delovala. Še hvala. Gospa Festič, mogoče še vaš vidik, tako Evropska centralna banka kot Banka Slovenije ves čas opozarjata na potrebo po strukturnih reformah in večji integraciji ostalih politik v gospodarski in denarni uniji. Ali ukrepi ECB na daljši rok lahko še naprej delujejo brez krepitve integracije območja evra in brez okrepitve ostalih politik? Vsekakor ne. Integracija je pomembna. Mi moramo vedeti, da ukrepi ECB-ja ne nosijo samo pozitivne učinke, govorimo o nestandardnih ukrepih, kajti takšen pristop pomeni pravzaprav na srednji rok in kar banke že beležijo, pomeni pritisk na neto obrestne prihodke, na neto obrestno maržo, pritisk na obrestno tveganje, ker obrestne mere so fiksne, na dolgi rok lahko pričakujemo rast obrestnih mer, kar pomeni, da se ob rasti obrestnih mer lahko pričakuje v bankah zelo hitra rast obrestnih odhodkov in padanje obrestnih prihodkov, kar pa pomeni dohodkovno tveganje. Poleg tega takšna situacija sili banke v to, da optimirajo stroške in da se tudi konsolidirajo. Sama konsolidacija bančnega sektora je pomembna, zato ker bančni sektor se pravzaprav mora prilagajati in je na nek način odraz realnega sektorja. Če je bančni sektor prevelik, se srečuje tudi z takšnimi trendi, kot so upadanje dohodkovno tveganje, obrestno tveganje, upadanje neto obrestne marže. Zdaj pa, ker ste rekli, kakšna je navezava z drugimi ekonomskimi politikami. Kot sem že prej omenila, centralne banke ves čas rahljajo posledice krize, jih blažijo in s tem dajajo torej prostor in mesto drugim ekonomskim politikam, da dajo svoj doprinos in prispevek pri izhodu iz krize. Kar pomeni, da strukturne reforme in druge ekonomske politike morajo ustvariti eno konkurenčno okolje, ki bo ugodno tako za poslovanje podjetij,
kot za investicije in da se bo tudi konsolidacija javnih financ izvrševala v večji meri s pomočjo gospodarske rasti in večanja prihodkov. Mi smo videli v letu 2012, da šok terapija ni bila primerna. Na eni strani se srečujemo z upadanjem oziroma z upočasnitvijo rasti v državah v razvoju, kar pomeni čez čas tudi manjšo rast izvoza. Po drugi strani imamo pritisk in potrebo po konsolidaciji javnih financ. Tako da na eni strani je potrebno manevrirati med ukrepi, ki ne bodo negativno vplivali na domače povpraševanje, to se pravi na rast, na drugi strani ustvariti konkurenčno okolje oziroma pogoje, da bodo podjetja ugodno poslovala, da bodo nagnjena k investiranju, da se bodo povečevali prihodki. Po drugi strani pa ne gre hkrati sproščati torej uvajati davčnih sprostitev ravno zaradi pritiska in potrebe po konsolidaciji javnih financ. Torej, treba z enimi finimi mehanizmi regulirati in manevrirati med vsemi temi zahtevami. In ravno zato je pomembno, poudarjam še enkrat, da je monetarna politika pristopila z nestandardnimi ukrepi in s tem dala čas drugim ekonomskim politikam, da se pripravijo in naredijo svoj del naloge. Kar se pa tiče same koordinacije fiskalnih politik na ravni evrskega območja, je pa tudi tukaj potrebno biti zelo, zelo previden, kajti če se prehitro v neugodnem trenutku uporabi enako zdravilo za različne bolezni, lahko pride do še večjih težav. Hkrati se moramo zavedati, da je tudi struktura BDP-ja drugačna po državah in tudi, če rečem, nagnjenost plačevanju davkov. V nekaterih državah je normalno, da se davki plačujejo, ponekod pa je žal večja mejna nagnjenost k temu, kako se davkom izogniti. Torej, tudi to kulturo je treba preseči. Davke je treba plačevati, to je obveznost vsakega državljana. Tako da to obdobje usklajevanja v fazi poenotenja fiskalnih politik bo pravzaprav daljše in tudi tukaj se lahko srečamo z prevlado močnejših držav in je skratka treba biti zelo previden, torej integracija, usklajevanje da, ampak z odmerjeno časovnico. Najlepša hvala. Gospod Šfijevoda, zdaj smo mogoče malo več govorili o tej prvi fazi poglabljanja gospodarske in denarne unije, pridemo zdaj mogoče na drugo fazo. Kakšna je dejansko zdaj v luči vsega tega, kar se dogaja v Evropi, nadaljna časovnica priprave predlogov na podlagi poročila 5 predsednikov? Je načrt za poglabljanje, ki naj bi ga predstavili naslednjo pomlad, kaj na stranskem tiru zaradi aktualnih dogodkov ali ne? Yes, thank you very much. If I could start by responding briefly to what has been said, especially this issue of us having the temptation to create new institutions, mechanisms, arrangements. And I understand the sensitivity of that, and it's perfectly justified. I think we would be the last to go into an institutional overkill, but one has to also, see the results, especially with regard to the banking union. The new arrangements have been a game changer. I mean, nothing short of that. Everyone remembers Mario Draghi's 2012 comments that he would do whatever it takes to save the euro. Well, he was able to say this because a couple of weeks earlier, the June 2012 European Council agreed on the joint banking supervision. The single supervisory mechanism was agreed in principle on that occasion. Herman Van Rompuy, when he spoke at the inauguration of the single supervisory mechanism in 2014, he then recalled that this June 2012 European Council was the most important one in his 5-year-long term as president. And this was precisely because this agreement on joint banking supervision was made, which then enabled Mario Draghi to launch his unconventional measures and to say what he said, which had such an immense reassuring effect on the markets. So I think we need to see this question of the institutional balance in proportion. Of course, yes, the new mechanism was created, the single supervisory mechanism, but it proved to be a game changer. We should avoid creating new mechanisms and institutions where the currently existing ones can sufficiently perform
their functions. Two arrangements were mentioned here, so perhaps I will briefly refer to them. The National Competitiveness Councils. I mean, this is a Commission recommendation from the autumn of last year. If member states will not see the needs for such competitiveness authorities to be created, they will not be created. It's just that we see in the member states where such competitiveness bodies exist that they perform a very useful function. It's true that the design needs to be a purely national one. That's why there is no blueprint. There's only the idea that if they are created, we should have a system of these national competitiveness authorities in order for them to talk to each other, to benefit from each other's experience. I think it makes an awful lot of sense to have a competitiveness check nationally to avoid some of the trouble that we got ourselves into in this crisis. The fiscal board is going to be an advisory body to the European Commission. It will only have a handful of people, so we're not talking of creating any new institutional monster. Its purpose will be to create the horizontal links between the assessment of fiscal policies of the different member states, and its purpose will be also to look at the fiscal stance of the euro area, which is not being done sufficiently. We look into the individual situations, but we don't look at the whole picture. So that will be the purpose. Now, your question about the timeline. It's true that there are existential challenges. The migration and refugee crisis surely qualifies for that title. But I don't think that if there was no migration or refugee crisis, we would have been somewhere else. I think we would be exactly in the same place because we started the first phase on July 2015. The next big project is really to put forward this white paper in the spring of 2017 about the second phase, including most prominently the euro area treasury. And again, the euro area treasury and discussions such as these are meant to have an exchange of opinions what the euro area treasury should consist of and what it should be about. But I think it should be about a few things. It should be about putting the whole governance mechanism under a single umbrella. So if we talk about the different components of the European semester, well, the euro area treasury could be the place where these different arrangements are being put in one place. I think it would help. Then the stabilization function. What we don't have at the moment is a fiscal stabilization function at the euro area level. We only rely on what we can do nationally, and of course, if country X is in trouble, it cannot do an awful lot. So there is merit in creating a fiscal stabilization function at the euro area level, and the Treasury would be naturally responsible for that. There are different ideas in discussion. The unemployment insurance, I think, is most often discussed because it's most automatic and autonomous, which is a huge merit. We don't want to create a political process around it. We need something that is immediately triggered and has an immediate effect. And I think an unemployment insurance would provide for that role. So in a nutshell, I think we are fully on track. Of course, headlines in newspapers are absorbed by other issues, but this process has been deliberately planned to take several years. The next key phase will start next year, and we should be ready for it, also on the basis of discussions such as this one. Najlepša hvala, gospa Kamnerjeva, takoj vam dam besedo, ampak mogoče, ker se že bliža 11:50, bi dal še besedo ministru. Slišali smo v tej drugi fazi, prinaša precej bolj korenito integracijo oziroma predloge za precej bolj korenito integracijo v območju evra. Zanima me mnenje vaše osebno ali pa čisto slovensko, kaj bi taka tesnejša koordinacija ekonomskih in fiskalnih politik pomenila za male države, kot je Slovenija. Ali obstaja strah, če se uresničijo vse te predlogi, pred krepitvijo moči najmočnejših članic Unije v tem primeru? Zagotovo pač je v tem procesu integracije potrebno paziti, da predvsem manjše članice
niso potisnjene potem povsem na rob. Recimo eno tako področje je reprezentacija evroskupine ali pa EMU-ja v mednarodnih institucijah, kot je recimo Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in tako naprej. Tukaj je treba tukaj smo mi zelo previdni pri tem, kako bomo podprli takšno idejo in na kakšen način se bo zagotovil, da se bo slišal tudi glas manjših držav in imamo s tem kar precejšen problem. Zdaj, z vidika zakladnika oziroma finančnega ministra evroobmočja moram reči, da je zelo velike razprave v Sloveniji o tem še nismo imeli. Enako velja za njega. Glede ta predlog v zvezi z tem stabilizacijskim mehanizmom, ta predlog ima tako, na prvo žogo bi človek rekel, ima svoj smisel ekonomsko gledano. Jasno, da je to namenjeno proti šokom, da ne samo denarna politika, ampak tudi fiskalna politika lahko pomaga kadar do teh šokov pride. Kar je precejšnja razlika med recimo ZDA in med Evropsko unijo, ker v ZDA je bila prva reakcija obeh, denarne in fiskalne politike, ki sta bili proti ciklični, medtem ko v Evropi takega odgovora nismo imeli. Tako da ekonomsko gledano je smiselno, je pa treba videti seveda, kakšne so osnove, kako bi ta mehanizem deloval. Tako da nič ne moreš reči neposredno, da stvari nimajo smisla, treba je pogledati v detaljih je hudič običajno, treba pogledati te posamezne podrobnosti in se o njih politično tudi na koncu dogovoriti, se treba najti politično soglasje. Predlogi grejo v smiselno smer boljše sposobnosti Evropske unije reagirati na šoke in spodbujati v bistvu neko stabilno dolgoročno gospodarsko rast. Za vsak ukrep je pa potrebno videti v bistvu, ali so v tem tudi določeni drugi elementi, posebej tukaj, ker smo iz male države in nas je kar nekaj upoštevani ali ne, ker včasih imaš ta občutek, že ko sem bil prvič finančni minister, ko sta imela Nemčija in Francija deficit čez 3% in smo šli lepo mimo. Sedaj ima Italija poskuša na nek način, pa tudi Francija skozi fleksibilnost dosež tisto, kar verjetno v Sloveniji ne bi bilo mogoče ali pa bi bilo, ne vem. Tako da je treba paziti, da so tukaj na tem področju enakopravno obravnavane vse članice in da imajo tudi vse članice glas. Mogoče pa, če lahko sam na koncu še dodam, ker dejansko bom moral iti, ker imamo rating agencijo in srečanje z njo in to je za nas pomembno, posebej s to rating agencijo. Tako da bi pa rekel, da mogoče se pa premalo poudarja to področje, fiskalno področje davkov in izogibanja plačevanja davkov, kar je ob teh panamskih papirjih, dokumentih postalo zelo, bi rekel, javnost je zelo resno reagirala na to, tega v teh dokumentih zdaj ni, imamo pismo 5 članic EU glede doseganja večje preglednosti na davčnem področju in moram reči, da na tem področju pa Slovenija definitivno se zavzema za to, da do sprememb pride, da pride do multilateralnih dogovorov o izmenjavi informacij in o drugih inštrumentih multilateralnih, ki omogočajo potem, da se taka dejanja onemogočajo. Tako da to bi bil tudi eno področje mogoče, da lahko pride ven iz tega srečanja, kjer pa Slovenija odločno poudarja pomen tega, da se tako izogibanje plačevanju davkov onemogoči, kolikor je le mogoče. Najlepša hvala za udeležbo tudi, gospod minister. So srečo na sestanku. Zdaj pa, če mogoče nadaljujemo z vami, gospa Kamnarjeva. 5 predsednikov navaja tudi zamisel o vnosom nekaterih skupnih standardov v pravni red EU, verjetno bi to morali potem unesti v temeljno pogodbo EU, za zagotavljanje večje gospodarske usklajenosti. Kako vi gledate na to zamisel in na katerih področjih bi bila
tesnejša koordinacija politik glede na trenutno stanje, čisto pravno, formalno, smiselna? Je to morda delovna zakonodaja, kot se omenja, kakšni vidiki socialne zakonodaje, zdravstveni sistemi? Vidite tu kakšno potrebo? Kratkoročno gledano ne. Dolgoročno gledano pa mislim, da vsi pozabljamo na to, da je predpostavka visoke gospodarske rasti in polne zaposlenosti predpostavka, na katerih socialnih sistemov ne bomo mogli v bodoče več graditi. To pa seveda kliče po popolni spremembi, potrebi po spremembi socialnih sistemov, ki ne bodo več temeljili na zavarovanju iz statusa zaposlenosti, ampak na nečem drugem. Verjetno bo dolgoročno potrebno začeti razmišljati v tej smeri in te novi koncepti se izolirano v nacionalnih državah verjetno ne bodo mogli uvajati, ampak bo potrebno koordinacija oziroma neke osnove poiskati v celotni Evropski uniji. Hvala, mogoče še vi, gospod Vasle, s tem se veliko ukvarjate, z raznimi sistemi, podsistemi. Vidite vi kakšno potrebo po dodatnem prenosu pristojnosti na tistih področjih, kjer še ni, ki ostajajo še v nacionalni domeni na raven EU, se pravi na skupnostno raven? Mislim, da potem, ko smo poenotili denarno politiko, ko so v teku procesi, ki vse bolj unificirajo tudi področje fiskalne politike, da dejansko tisto področje, ki je ostalo, področje tako imenovanih strukturnih reform. Te so na eni strani potrebne zaradi tega, da bodo sistemi, ki jih imamo v nacionalnih državah, zagotavljali storitve, katerim so namenjeni, naprimer na področju sistemov socialne zaščite, da bodo upravljali svojo funkcijo in dejansko ščitili prebivalstvo. Na drugi strani pa je seveda nemogoče, da bi enotno denarno področje delovalo dobro, če so države preveč heterogene. Ne? In zato tudi z tega evropskega, evrskega vidika pomembno, da se izvedejo določene strukturne reforme in tukaj seveda velja načeloma za celotno EU, še posebej pa za Slovenijo, da imamo nekaj področij, ki jih bo treba najprej nasloviti. Danes smo že govorili o področju konkurenčnosti, o produktivnosti, o doseganju boljših rezultatov glede pozicioniranja Slovenije, celotne Evropske unije v globalnem gospodarstvu. Drugo tako področje so zagotovo demografske spremembe. Tukaj je zopet podobna situacija, celotna Evropska unija se praktično sooča s staranjem prebivalstva, s tem, da so ti procesi v Sloveniji še nekoliko hitrejši kot v ostalih članicah. Zopet smo v tisti skupini držav, kjer bo ta demografski prehod najhitrejši in najbolj izrazit. Tako da to mislim, da je drugo področje, kjer bo potrebno, da pride do določenih posegov v veljavne sisteme, tudi določenega poenotenja, če hočemo, da bomo s tem ustvarili pogoje za boljši pretok delovne sile in potem za boljše funkcioniranje celotnega evrskega območja. In pa potem ne nazadnje še javne finance. O tem smo že veliko govorili, ampak to je dejansko tisto tretje področje, ki zahteva dodatne strukturne napore v posameznih državah članicah, poleg tega grajenja institucij in pravil, ki bodo potem privedle do večje vzdržnosti teh sistemov in s tem ustvarile pogoje za hitrejšo gospodarsko rast. Hvala. Jaz imam sicer še kar nekaj vprašanj, ura nas že malo preganja, ampak me zanima, če bi kdo imel iz publike kakšno vprašanje. Ja, tamle gospod. Ja, hvala lepa. Jaz sem Janez Malačič z ekonomske fakultete, pa ne bom o ekonomskih vprašanjih danes diskutiral, ampak o tej temeljni temi danes, to je o poglabljanju Unije in demokratični legitimnosti. Zdaj, za začetek bi lahko rekel, da čim dalj, mislim, ker to je podoben primer v Evropski uniji, čim dalj od prve klopi ali pa do omizja si,
tem manj te opazijo. Ne? In zdaj dejstvo je, da je to velik problem v Evropski uniji. Dejansko je današnja diskusija potekala o institucijah. Institucije so gotovo pomembne, slišali smo veliko tehnih misli, jaz se z večino strinjam, tudi se zelo zavzemam za uspešnost, oziroma tudi bi glasoval zmeraj za to, za uspešnost Evropske unije v prihodnje, ampak po drugi strani pa nisem za elitizem, nisem za to, da se, jaz govorim čisto konkretno, ne, prej sem pri prejšnji seji dvigoval roko, pa me niso videli, ne, ker sem daleč od omizja in tako tudi mnogi državljani, še posebej na obrobju Evrope, dojemajo Evropsko unijo. Tako da, se pravim, to je eden od velikih problemov Evropske unije. Ampak, če se hočemo z njim spopasti in tudi dejansko, zdaj Evropska unija je demokratična ustanova, večina najpomembnejših sprememb mora na referendum. Se pravi, da je potrebno pridobiti podporo prebivalstva. In to ne samo v državah in večine sicer. Ampak, če pogledate, koliko to prebivalstvo ve o Evropski uniji, jaz vam lahko povem primer mojih študentov. Jaz sem pogost gost na Evropskem informacijskem centru in pogosto materiale prinesem študentom in študentje malo vedo. Zdaj si pa zamislite, ali pa pogosto nič, mešajo inštitucije in tako naprej. In to na ekonomski fakulteti, kjer mi učimo take stvari. Na mnogih drugih fakultetah tega niti ne učijo. Ampak zdaj si zamislite, koliko pa vedo povprečni prebivalci. Zdaj, kaj je tu rešitev? V to smer danes nismo nič razmišljali. Skoraj ni bilo nobenega vprašanja v tej smeri. Moj osnovni Gospod Malačič, odgovor vas lahko prosim, če samo še malo skrajšate, da potem damo možnost, da se odzovejo. Samo še dve stvari hočem povedati. Moj osnovni odgovor bi bil izobraževanje. Ampak poglejte, a imamo mi in koliko imamo v izobraževalnih programih teh tematik. In samo še eno stvar bi rad omenil, to so pa prevelika pričakovanja od Evropske unije. Zdaj, jaz sem parkrat sodeloval na diskusijah o migracijski krizi in tam se je ogromno pričakovalo, kako naj zdaj Evropska unija reši te probleme, prihodnje bodo gotovo še večji, ampak pristojnosti pa nima. Tako da v resnici v teh smereh bi bilo potrebno bistveno več razmišljati in govoriti in tudi raziskovati. Najlepša hvala, gospod Malačič. V bistvu bi jaz kar, če lahko nakratko, gospod Šjeboda, ravno to, če se navežem na gospoda iz publike, na profesora iz publike, ravno to je v zadnjih letih problem. Krepijo se nacionalizmi, euroskepticizem tudi, krepi se med drugim tudi nacionalni politični oportunizem. To je tudi zaradi tega, ker verjetno veliko ljudi ne občuti neke legitimnosti procesov na ravni EU. Kaj to dejansko pomeni za vlogo Evropske komisije? Mnogi menijo, da je vloga Evropske komisije močno oslabljena. Kaj vi menite, no, da se odzivate na to? Na kratko, če lahko. Yes, thank you very much. I think what it means for us is that we need to engage much more than before. That we need to be at discussions such as these, and that we should, I think, demonstrate and present our policies better. Because I mean, what you described, I think, is a structural change in the way politics is being done, whether it's the local, national, or European level, and it affects Europe, but it affects the United States, it affects Canada,
all the established democracies are under this influence, which I think predominantly comes from technological change, from the fact that we are hyper-connected and that we know everything about everybody. And to be honest, when it comes to transparency, I wish that our national governments were us having worked at one of them, that our national governments would be as transparent as the European institutions are. So it's probably not a question of transparency per se. I mean, even the TTIP leaks a couple of days ago showed that there was basically nothing for the European Commission as the chief negotiator to be particularly ashamed of. And in fact, many commentaries said, Politico, one of them, that it strengthened our hand because it showed that we actually acted as transparently as one could in international negotiations. It was more the US that didn't feel comfortable with this approach. So I think transparency-wise, we are doing what we can always do more. But the key thing is engagement, because it's the skeptics who are hyperactive. It's the Eurosceptics who are all over the place, who know how to use digital technology to the best effect. And to be honest, we have not done, and by we I mean all the pro-Europeans. And I think the President in his opening remarks spoke about that when I think he used the term that we need to have the emotional impulse. And I think that's what he referred to, that we need to actually take things into our own hands sometimes as well. And go around our country's campaign for things that we had assumed in the past we can take for granted. But maybe we have been too dormant and too lazy at times as well. I think it's really engagement, it's evidence-based policy that is our best hope in the longer term in our democratic lives. Najlepša hvala, še gospa Festi, če želi nekaj povedati. Ja, hvala lepa. Če se dotaknemo vprašanja integracije, treba vedeti, da je vedno pomembna časovnica implementacije neke nove regulative ali institucije v prostor. Če gledamo na primer enotni mehanizem nadzora, ta je smiseln, preprosto zaradi tega, ker se učinki iz ene države zaradi recimo drugačne regulative potencialno prelivajo v druge države, tako kot je bilo to v tej zadnji krizi. In zato je zelo pomembno, da se vzpostavi enotni mehanizem nadzora za vse sistemsko pomembne banke in se s tem minimizira prelivanje negativnih učinkov. Treba pa je pri nadaljnjih korakih biti zelo previden. Naprimer, govora je tudi o enotnem sistemu za jamstvo vlog. Tukaj je mnenje Slovenije oziroma Banke Slovenije in tudi večine centralnih bank drugih držav tudi takšno, da je treba biti zelo previden. Namreč, sistem za jamstvo vlog in sklad za jamstvo vlog bo izplačeval zajamčene vloge tistim bankam, ki so sistemsko nepomembne oziroma less systemic important banks, kar pomeni, da so te še vedno deležne drugačne regulative, ker niso zajete v enotni mehanizem nadzora. Potem imamo različne stečajne postopke, različno stopnjo poplačila terjatev v stečajnih postopkih v bank, ki so v likvidaciji ali v stečaju. Najprej je treba poenotiti enotne mehanizme reševanja bank in to je v teku. Šele v zadnjem koraku bi se potencialno lahko pogovarjali o enotni shemi oziroma skladu za jamstvo vlog. Zelo pomembna je časovnica implementacije nekih novih regulatornih okvirjev za to, da se ne naredi škoda finančnemu oziroma realnemu sektorju v končni fazi. In če posplošim, bančni sektor je kaj pravzaprav? To je servis gospodarstvu. Saj banke ne razpolagajo svojim premoženjem, ampak upravljajo narodno-gospodarske prihranke v večji meri. To pomeni, da mora bančni sektor delovati kot podpora gospodarstvu in zato je enotna regulativa bančnega prostora smotrna zaradi minimiziranja negativnih učinkov prelivanja bodisi slabega nadzora, bodisi slabega upravljanja bank v državah oziroma bankah držav, ki so v evroobmočju. Najlepša hvala. In če sklenemo morda tam, ker smo začeli z nagovorom predsednika republike, on je v bistvu o nadaljni integraciji povedal takole, da je v bistvu to za Slovenijo razumno tveganje in da bi bilo to, da bi Slovenija pristala na dezintegracijo, nerazumno tveganje. Zdaj pa sprašujem vas, gospa Kamnerjeva, čisto vaše mnenje,
kaj je večja grožnja ekonomski suverenosti malih držav, kot je Slovenija? Je to tesnejša integracija ali je to rahljanje integracije, kot si jo nekatere velike države želijo, pa treba priznati tudi nekatere ne ravno velike članice Evropske unije? Slovenija je majhna država in ne moramo funkcionirati kot zaprta država. Vedno smo bili odprta in tudi to je edini način, da imamo razvoj. Povezovati se moramo in evropski prostor je nedvomno prostor, kjer se moramo povezovati. Takšen položaj, kakršen je danes v Evropski uniji in v monetarni uniji še posebej, ni dober. Rezultati, s katerimi smo soočeni ob reševanju ekonomske krize in begunske krize, so pravzaprav slabi rezultati. Kažejo na to, da ne v eni, ne v drugi krizi Evropska unija ni dobro opravila svojega dela. Poglabljanje Evropske unije je najbrž ena od alternativ, ki je edina možna. Jaz menim, da Slovenija pravzaprav svoje suverenosti ne bo izgubila, ker jo že tako ali tako prav veliko nima, ne, na ekonomskem področju. Se jo ne moramo imeti, tudi če ne bi bili v Evropski uniji, če bi se želeli povezovati, poglejte, sporazume z Združenimi državami, tudi tam se je treba pač prilagajati. In mislim, da bo Slovenija učinkovita v tem toliko, kolikor se bo uspela prilagajati. Seveda pa ob tem je potrebno gledati na to, da so vsaj nekateri ključni interesi zaščiteni in sprejemati take rešitve, ki bodo to omogočale. Hvala, gospod Kamnerjeva. Žal nas je čas prehitev, zelo malo smo povlekli, šli čez uro. Jaz se zahvaljujem vsem preostalim govornikom danes, hvala vam za vaše prispevke in pa seveda vsem tudi, ki ste vztrajali od začetka, ki ste prišli samo na tale zadnji panel. Vse pa vabim v predverje na prigrizek, verjetno je tehle par ur že pustilo nekaj posledic na vseh nas. Hvala vam.